Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes gremo v živo kar takole preko audija, mogoče včasih bolj enostavno. Vprašanje, ki ga že nekaj časa zasledim in srečujem, je, kaj dejansko narediti, če se razvijam, moj partner pa se ne razvija. Dostikrat srečujem stranke, ženske, ki začnejo delati na sebi in potem so v dilemi, ker pač njihov partner se ne razvija. Nekatere pač morajo dejansko to zgodbo pred partnerjem tudi skrivati in se na skrivaj razvijajo. Pri nekaterih partner samo opazuje, malo spremlja, pri nekaterih je celo proti, nekatere pač podpira, pač delaj kar hočeš v prostem času, če bo rekla, si jaz lahko ogledam svoje nogometne tekme na velikem zaslonu in tako naprej, malo se hecam. V bistvu, kaj narediti? Sedaj tukaj je več možnosti. Prva stvar, ki bi jo vsekakor priporočal, je, da z tem svojim delom nadaljujete. Zgodba je taka, v življenju pač se dva človeka srečata in jaz verjamem, da se dva človeka srečata z nekim namenom, da pač skupaj rasteta, se podpirata in dejansko drugemu pomagata, da prideta na višji nivo. In seveda pač naše zgodbe, ko se mi pač dobimo, se dobimo na tistem nivoju, kjer v življenju v tistem trenutku smo, in potem pač življenje je nenehni razvoj. V življenju se razvijamo in seveda pride včasih do situacije, da se eden izmed partnerjev začne razvijati, drugi partner pa se ne. In poglejte, ta zadeva je v bistvu, bom rekel, precej bolj enostavna, kot si mogoče včasih predstavljamo. V bistvu gre za neko, če gledamo vse v življenju, pač gledamo neko skupno vizijo in gledamo interese. Najbolj pomembno je, da imata partnerja skupno vizijo, da gresta v isti smeri. Ostalo je pa potem stvar dogovora in stvar pač neke osebne izkušnje. Če dam recimo primer, če eden izmed partnerjev uživa na morju, rad hodi na izlete na morju, rad preživlja čas na morju, drugi partner pa pač si bolj, bom rekel, ima več od tega, da gre v gore. Potem, kakšne so tukaj možnosti? Možnosti so, da pač partnerja kombinirata in pač enkrat gresta oba na morje, drugič gresta oba v gore. Druga možnost je pač, da gre eden izmed partnerjev sam na morje, drugi gre pač istočasno ali karkoli že si organizirata v gore. Tako da dejansko, če vam to ustreza, če lahko na tak način živite, potem vsekakor to zadevo podpiram, ker pač nimamo na nek način druge možnosti. Seveda, možnosti so. In sedaj je pač od tega, koliko ti te stvari pomenijo oziroma koliko pomenijo partnerju, in po drugi strani, koliko te stvari motijo. Ker pogledajte, recimo naprimer, lahko vam povem iz moje izkušnje. Moja izkušnja je bila pač taka, da sem bil v partnerstvu in karikirano rečeno, meni je veliko pomenilo morje, partnerki so veliko pomenile gore. Nekaj časa so pač rekla, da pač karkoli morje in gore v vašem partnerstvu pomeni, da se razumemo. In potem nekaj časa sva skupaj hodila na morje in potem sva skupaj hodila na gore in potem v nekem trenutku sva oba dejansko začutila, da nama tisti čas, ki ga preživljava na lokaciji, ki nama ni ravno pri srcu, pri nama so bile to seveda druge stvari, dejansko ni toliko vreden oziroma pač so naju začele zadeve motiti in potem sva pač ugotovila, da življenje je prekratko, da bi ga pač, bom rekel, uživala oziroma bila prisotna pri nekih aktivnostih, v nekih dejavnostih, ki dejansko niso v smeri, če rečemo, tega mojega srca. In potem sva rekla, ok, potem je mogoče bolje, da se pač najine
poti ločijo. Ne. Ampak seveda, tako kot sem rekel, stvar je dejansko, bom rekel, vsakega posameznika. Ne. Ker moja želja je, da se pač, bom rekel, svojim celotnim bistvom posvetim morju, da res doživim morje, da res uživam v morju, ne? In potem je dejansko ta čas, ki ga preživljam v gorah, ne? Na neki način izgubljen. In če zadeva postaja naporna, potem je boljše, da pač poiščem partnerko, ki bo ravno tako hotela z mano iti na morje. Ne? Da se razumemo, tukaj govorimo o interesih, tukaj ne govorimo o znanju. Ne? Ker če govorimo o partnerstvu, da ne bo današnja ta epizoda predolga, ne? Da ne govorimo če govorimo o partnerstvu, recimo napaka, ki jo bom rekel, v partnerstvu ogromnokrat ljudje delamo, ne, je pač v tem, da dva partnerja se pač dobita skupaj in potem zaradi neznanja pride do nekih konfliktov. Ne. To pomeni, da pač nek partner ne zna komunicirati, ne zna poslušati, ne zna sodelovati in potem dejansko gremo ven iz tega partnerstva in potem najdemo partnerja, ki mu to ni pomembno. To je napaka, to je popolnoma druga zadeva. Kajti recimo znanje, razumevanje partnerstva je ena zadeva. Druga stvar so pa interesi in smer, v katero gremo. Ne. To pomeni, da poglejte, v svojem življenju morate dejansko ugotoviti, koliko je ta stvar pomembna v vašem življenju, koliko časa, energije, vsega tega osebni razvoj želite vlagati in koliko vas na nek način partner podpira in če vas ne podpira, koliko vas ta zadeva, bom rekel, moti ali celo ovira. Ne. In če je ta zadeva, bom rekel, na nek dolgi rok, pač vas dela nesrečne, bistvo življenja pa je, da smo srečni, ne? Bistvo življenja je, da se razvijamo, ampak da se razvijamo v smeri sreče, ne? Potem je mogoče bolje, da se pač najdete nek drugačen dogovor. Ne? Sej, bom rekel, vse te stvari sami že dejansko globoko v srcu veste, samo včasih je, bom rekel, malo težje odločitev. Ne? V bistvu, druga stvar, ki je pa tukaj zelo pomembna, ne glede na to, mogoče je to še najboljša rešitev, ne glede na to, ali se partner razvija ali se partner ne razvija, če se vi razvijate, potem je zelo pomembno in bistveno, da si najdete neko skupnost, neko skupino, najbolje, da si najdete mentorja, ki ima neko, bom rekel, ki vam pomaga zgraditi podporno okolje, ne? In dejansko to podporno okolje potem pomaga vam vzdrževati ta vaš razvoj, to vašo duhovno, osebnostno, transformacijsko potovanje. Ne? Podpora je tukaj ključna. Ne? Če nimate podpore, dejansko potem vedno, bom rekel, prevečkrat začnemo delati kompromise, zaidemo s poti in tako naprej. Ne? In če imate podporo, potem dejansko ta, bom rekel, partnerjeva nepodpora oziroma nezanimanje potem ni toliko več moteče. Ne? Seveda pač tukaj moramo paziti, da če se partner ne zanima za našo osebno rast, da potem se mi še vedno, oziroma da se mi s partnerji še vedno zanimamo drug za drugega, ne? Ker pač to je na nek način neke vrste dejavnost. Druga stvar, ki pa je tukaj, je pa zopet zgodba taka, ne? Da je dostikrat naletim na pare, ne? Kjer dejansko, bom rekel, nič ni tako, kot izgleda. Eden izmed partnerjev se intenzivno ukvarja z osebno rastjo, ne? Drugi je intenzivno v nekem poslu, v biznisu, se ukvarja z denarjem, ne? Ampak v bistvu, tako kot sem rekel, ne? Nič ni tako, kot izgleda. Dostikrat je tisto, kar se dogaja, da tisti, ki se ukvarja z biznisom, ki se ukvarja z denarjem, v resnici pač ga je strah duhovnosti in zato beži v biznis, beži v neko realnost, ker če bi se začel ukvarjati z duhovnostjo, potem z osebno rastjo in posebej še z duhovnostjo, dejansko se boji, da ga bo vse skupaj odneslo, ne? Da ne bo več prizemljen in ostalo dejansko drugi človek, druga oseba, ne, rečemo, pa dejansko se ukvarja z osebno rastjo, ker ga je strah denarja.
ker če bo šel v posel, se boji, da ga bo ta posel premamil in bo potem to. In tukaj v obeh primerih je zelo pomembno, da imate vodstvo, ker posel in duhovnost, spiritualnost, osebna rast, to so dejansko zelo povezane zadeve. Morajo biti konkretne, duhovnost mora imeti konkretne rezultate, in v bistvu posel mora imeti duhovno podporo in povezavo. In tukaj dejansko je zelo pomembno, da imate nekoga, mentorja, najbolje, ne, ki vam te stvari pomaga na ta pravi način spraviti v življenje. Ne. Ker drugače je samo ogromno ljudi, ki so potem zmedeni, nekaj časa probavajo to in drugo, ne, ampak dejansko ne vejo, kako. Ker gledajte, tukaj v naše življenje na zemljo, bom rekel, smo se utelesili, smo prišli, smo se rodili, zato da dejansko pač živimo v tem času, kot živimo. Ne. Če smo se pač rodili v času, ko imamo naprave, telefone, moderno tehniko, potem ni smiselno in tudi ni modro, da potem bežimo v neko puščavo, da se osamimo in tako naprej. Če bi bil namen našega življenja, da se osamimo, potem bi se pač rodili pred 3000 leti in bi pač se rodili v samoti, v nekem samostanu ali karkoli. Tako da, poglejte, življenje je zelo realno, duhovnost mora biti zelo realna, osebna rast vse mora biti zelo realne in morajo imeti rezultate. Glejte, to je bilo eno moje razmišljanje za danes, tako da upam, da sem s tem vam pomagal. Če vam je bilo ta, bom rekel, epizoda všeč, bi bilo super, da jo priporočite in delite tudi z ostalimi. Smo na vezi, če ste znotraj tega začutili nek klic, da bi želeli več, če ste začutili, da vam lahko pomagam, da vam lahko dejansko pomagam, da situacijo ali v partnerstvu ali v poslu naredite bolj realno, vam pomagam pri razumevanju teh procesov, razumevanju duhovnosti, razumevanju partnerstva, bom vesel, če me kontaktirate. Tako da ostanite čudoviti, želim vam en čudovit dan in se slišimo kmalu.